Družbeni mediji. Kako do poslovnega uspeha? Družbeni mediji so uresničitev sanj vsakega marketingaša, saj omogočajo brezplačen dostop do širokega občinstva potencialnih kupcev za katerikoli izdelek. Družbeni mediji niso primerni samo za velika podjetja z več tisoč evrov vrednimi marketinškimi proračuni, kar mnoga mala podjetja že vedo. Platforme družbenih medijev tudi malim blagovnim znamkam dajejo priložnost za rast in vključevanje tesno povezane skupnosti sedanjih in prihodnjih kupcev. Kako družbeni mediji pomagajo krasti podjetja? Zato so trije ključni razlogi: ustvarjanje prepoznavnosti blagovne znamke, povečanje prometa na spletnem mestu, prodaja izdelkov in storitev. Tudi začnimo na začetku. Kaj so družbeni mediji? Družbeni mediji so spletna komunikacijska orodja, ki vam omogočajo interakcijo s kupci in izmenjavo informacij v realnem času. Pomagajo vam, da lažje dosežete svoje stranke, ustvarite spletna omrežja ter prodajate in promovirate svoje izdelke in storitve. Prednosti družbenih medijev za podjetja. Družbeni mediji vam pomagajo, da angažirate svoje kupce in ugotovite, kaj ljudje govorijo o vašem podjetju. Uporabite jih lahko tudi za oglaševanje, promocijske nagradne igre in mobilne aplikacije. Družbeni mediji lahko vašemu podjetju pomagajo privabiti kupce, od njih pridobiti povratne informacije in graditi njihovo zvestobo, izmenjujete pa lahko tudi ideje z namenom izboljšanja poslovanja. Pomagajo vam lahko povečati tržni doseg, vključno z mednarodnimi trgi, ter izvajati tržne raziskave in znižati marketinške stroške, povečati prihodke iz zgrajenega omrežja kupcev in oglaševanja na družbenih medijih. Razvijati vam pomagajo blagovno znamko in zaposliti usposobljeno osebje, na primer prek spletnih mest za mreženje in za zaposlovanje, kot je LinkedIn. Povečajo vam promet na spletnem mestu in izboljšajo uvrstitev na iskalnikih, ter vam pomagajo slediti konkurenci. Družbeni mediji morda niso primerni za vsako podjetje. Če niste pripravljeni in začnete uporabljati družbene medije brez načrtovanja, lahko zapravite dragoceni čas in denar. Zavedati se morate, da če nimate jasne marketinške strategije ali strategije na družbenih omrežjih, bodo lahko koristi manjše. Morda boste potrebovali dodatne vire za upravljanje vaše spletne prisotnosti. Dogajanje na družbenih omrežjih je takojšnje in jih je treba dnevno spremljati. Če svoje prisotnosti na družbenih medijih ne upravljate aktivno, morda ne boste videli pravih koristi. Pripravljeni morate biti na negativno ali celo neprimerno vedenje na svojih profilih v družbenih medijih, vključno z ustrahovanjem, in se na to ustrezno odzvati. Spletna izpostavljenost bi lahko pritegnila tveganja, kot so negativne povratne informacije, uhajanje informacij ali poskuse vdorov ali hackinga. Napačne ali zavajajoče trditve na vašem profilu na družbenih medijih od vašega podjetja ali stranke so lahko predmet potrošniške zakonodaje. V nekaterih državah ste lahko kaznovani, če ste privrženec vaše znamke objavi zavajajoče ali neresnične informacije, zlasti o izdelkih ali storitvah konkurentov. Ne glede na vrsto tveganja, si lahko pomagate z ustreznim upravljanjem svoje prisotnosti na družbenih medijih in predhodno skrbno pripravo politik ter postopkov. Vse platforme družbenih medijev ne bodo primerne za vaše podjetje. Razmislite o prihranku časa in dela z uporabo tistih družbenih medijev, ki jih uporabljajo vaši kupci. V nadaljevanju predstavljamo možnosti za promocijo podjetja na družbenih medijih. Platforme družbenih omrežjih vam omogočajo, da ustvarite svoj profil ali stran, se povežete z drugimi in delite informacije, vključno s promocijami, slikami in videoposnetki. Ustvarjanje poslovnega profila na družbenih omrežjih vam lahko pomaga pritegniti sledilce, pridobiti nove kupce in razvijati svojo blagovno znamko. Primeri družbenih omrežjih so Facebook, Pinterest in Instagram. Spletna mesta za poslovno mreženje lahko uporabite za to, da zgradite profesionalni poslovni profil in se povežete z mrežami usposobljenih ljudi za zaposlovanje in strokovni razvoj. Primer je LinkedIn. Blogi so spletni dnevniki, v katere lahko zapisujete misli, opažanja, promocije, povezave, slike in videoposnetke.
Običajno so javni. Bralcem omogočajo komentiranje objav in interakcijo z vami. Blog lahko gostite na strežnikih podjetja ali na platformi za bloganje, ki ponuja programsko opremo in gostovanje spletnih strani. Nekateri primeri brezplačnih orodij za bloganje so Blogger, WordPress, Wix, GoDaddy in Network Solution. Mikroblogi se uporabljajo za pošiljanje kratkih sporočil o mrežu sledilcev. Uporabni so, če ima vaše podjetje veliko informacij za skupno rabo. Primeri vključujejo Twitter in Tumblr. Spletna mesta za videoposnetke vam omogočajo nalaganje in deljenje videoposnetkov. Uporabniki lahko nato vaše videoposnetke komentirajo in delijo z drugimi. Primeri vključujejo YouTube in Vimeo ter vse bolj priljubljeni TikTok, ki uporabnikom omogoča ustvarjanje in skupno rabo kratkih posnetkov na katerokoli temo. Podcasti so zvočne datoteke z vsebino v slogu bloga ali predavanja. Vodcasti so podcasti v video formatu. Običajno so na voljo za prenos na računalnik ali prenosno napravo, tako da se lahko predvajajo brez internetne povezave, ali pa za pretakanje v živo. Podcaste najdete na spletnih straneh najpomembnejših medijev, kot so radio, TV in internetni portali. Novičarske skupnosti so spletna mesta, kjer člani delijo zanimive novice ali povezave. Spletna mesta novičarskih skupnosti niso namenjena prodaji izdelkov in storitev. Primeri vključujejo Digg, StumbleUpon ali Reddit. Storitve zasebnih družbenih omrežij vam omogočajo deljenje informacij v zasebnem omrežju. To je uporabno za podjetja, ki želijo razviti varno omrežje samo za organizirano izmenjavo znanja. Primer je Yaml. Storitve, ki temeljijo na lokaciji, vam pomagajo pri povezovanju in interakciji z drugimi ljudmi in podjetji v vašem geografskem območju. Omogočajo tudi priporočanje in ocenjevanje podjetij na tem območju ter dodajanje fotografij. Primera sta Google Maps in Foursquare. Kolikšen je potencialni trg na družbenih omrežjih? Vodilna družbena omrežja so običajno dostopne v več jezikih in uporabnikom omogočajo povezovanje s prijatelji ali drugimi uporabniki prek geografskih, političnih ali gospodarskih meja. Ocenjuje se, da bo do leta 2022 družbena omrežja dosegla kar 3,9 milijarde uporabnikov, njihovo število pa naj bi naraščalo še naprej, saj se uporaba mobilnih naprav in mobilnih družbenih omrežij vse bolj uveljavlja na trgih, ki so bili prej slabo pokriti. Število uporabnikov družbenih medijev se je v letu 2021 povečalo za približno 9,9 oziroma za približno 13 novih uporabnikov na sekundo. Omeniti velja tudi, da primerjave uporabnikov družbenih medijev s celotno populacijo morda ne predstavljajo celotnega obsega njihove uporabe, saj večina platform omejuje uporabo mlajšim od 13 let. Najnovejši podatki kažejo, da družbene medije po svetu uporablja več kot 70% svetovnega prebivalstva. Tipičen uporabnik vsak mesec aktivno uporablja ali obišče povprečno 6,6 različnih platform družbenih medijev in vsak dan v povprečju porabi skoraj 2,5 uri za uporabo družbenih medijev. O predpostavki, da ljudje spijo med 7 in 8 ur na dan, te zadnje številke kažejo, da ljudje približno 15% svojega budnega življenja posvetijo uporabi družbenih medijev. Trendi družbenih medijev, ki jih je dobro poznati, preden promovirate svoje podjetje na družbenih medijih. TikTok bo prevladal nad drugimi platformami ali pa bo povečal svojo premoč v prostoru družbenih medijev. Družbena prodaja bo poenostavila nakupno pot kupca, saj pandemija spodbuja več potrošnikov k nakupovanju po spletu. Vsebine po pandemiji se bodo oblikovale v skladu s potrebami potrošnikov. Ti imajo večja pričakovanja in večjo željo po vsebinah. Vsekanalni ali omnichannel pristop se bo spremenil. Potrošniki niso več zvesti enemu kanalu, kar vodi do tega, da se vsebina med platformami širi hitreje kot kadarkoli prej. Marketing vplivnežev ali influencer marketing bo končno postal zrel. S povečano regulacijo in odgovornostjo vse več blagovnih znamk to marketinško taktiko jemljite resno. V letu 2022 bodo morale blagovne znamke prisluhniti družbenim problemom, ki so za njihovo občinstvo najpomembnejši,
in ukrepati v skladu z njimi. Potrošniki imajo svoj glas. Pričakujte glasnejše uporabnike in družbene spremembe, ki prihajajo iz skupnosti. Poiščete lahko aktivnega potrošnika in ga spremenite v vplivneža. To bi bila lahko odlična ideja za boljše trženje. Kako je COVID-19 spremenil družbene medije? V zadnjih 2 letih se je zaradi pandemije zagotovo spremenil način, kako blagovne znamke promovirajo svoje izdelke ali storitve na družbenih medijih. Ker priljubljenost družbenih medijev še naprej narašča, se blagovne znamke ne sprašujejo le, kako na družbenih medijih vključiti veliko število potencialnih kupcev, ampak se sprašujejo tudi to, kateri trendi v družbenih medijih lahko podpirajo prodajo. Ukrepi brez dolgoročne strategije dajo le kratkoročne rezultate, zato je dobro imeti dolgoročno strategijo. Oblikujte strategijo na družbenih medijih. Za uspešno prisotnost na družbenih medijih je ključnega pomena, da začnete pri osnovah. Z razvojem strategije družbenih medijev lahko ustvarite prepričljivo vsebino, sodelujete s svojimi strankami v pravem času in spodbujate prodajo. V strategiji družbenih medijev opišete, kako bo vaše podjetje uporabljalo družbene medije za doseganje svojih komunikacijskih ciljev in katere družbene platforme in orodja boste za to uporabili. Sledite svoji strategiji in ne preobremenjujte strank z nepotrebnimi objavami. Ostanite osredotočeni na doseganje specifičnih ciljev in sporočila prilagodite njim. Kaj je družbena prodaja ali social selling? Družbena prodaja je strategija, ki uporablja platforme družbenih medijev, kot so Facebook, LinkedIn in Twitter, za povezovanje in neposredno sodelovanje z vašimi potencialnimi kupci. To je priljubljen način ustvarjanja dragocenih odnosov s potencialnimi kupci, ki nadomešča dobro staro prakso nenapovedanih klicev ali cold calling. Ne vključuje nobenih taktik trde prodaje ali hard selling ali vsiljive prodaje. Se sprašujete, ali bi družbena prodaja delovala za vaše podjetje? Oglejte si nekaj ključnih dejstev in številk, da vidite, kako dobro deluje. Približno 89% najuspešnejših prodajnih strokovnjakov uporablja platforme za družbena omrežja kot del svoje prodajne strategije. Programi družbene prodaje lahko prispevajo k boljšemu naboru potencialnih kupcev, višje stopnje uspelih prodaj in približno 48% više prodaje. Približno 84% vodilnih menedžerjev uporablja družbene medije za odločanje o nakupu, medtem ko jih pri nakupnih odločitvah uporablja 75% B2B kupcev. 33% uporabnikov se raje poveže z blagovnimi znamkami prek družbenih medijev kot prek telefonskih klicev. Raziskave kažejo, da vrhunski prodajni strokovnjaki, ki dosegajo 51% boljše rezultate zaključevanja poslov od svojih kolegov, menijo, da so platforme družbenih medijev zelo pomembne za njihov uspeh. Uspešna in učinkovita družbena prodaja obsega tako outbound, iskanje potencialnih kupcev, kot inbound marketing. Gotovo že poznate oba izraza. Poglejte, kako se uporabljata ti dve tehniki pri družbeni prodaji. Outbound marketing. Prva polovica prodaje je identificiranje potencialnih kupcev, njihovo čim boljše spoznavanje in povezovanje z njimi. To vam pomaga najti kandidate, ki bodo najbolj primerni za vaše izdelke in storitve. Inbound marketing, druga polovica, pomaga, da kandidate potiskate bliže k nakupu in vam pomaga vzpostaviti odnose z njimi. To od vas zahteva, da delite dragocene vsebine, ki bodo pritaknile kvalificirane potencialne kupce in jih spodbudile, da postanejo vaše stranke. Družbena prodaja prodajalcem omogoča, da ciljajo kakovostne potencialne kupce, vzpostavijo odnose z njimi in njihovimi mrežami in zaključuje prodajo z uporabo teh dveh marketinških tehnik. Odlično pri družbeni prodaji je, da zagotavlja učinkovitejši prodajni proces, ki pomaga k višji prodaji. Oglejmo si nekaj prednosti tega prodajnega načina. Družbena prodaja prihrani čas in skrajša prodajni cikel. Prehod na družbeno prodajo vas bo spodbudil, da zmanjšate ali popolnoma opustite nenapovedane klice.
Kupci sodelujejo v spletnih skupnostih in prosijo za priporočila drugih uporabnikov. Družbena prodaja pomaga pri iskanju novih priložnosti. Prenos prodaje na družbena omrežja vam omogoča, da v spletnih skupinah najdete odločevalce, ki tam postavljajo vprašanja ali iščejo priporočila. Delite lahko del vsebine, ki odgovarjajo na njihova vprašanja ali jim pri njihovi težavi neposredno pomagate v zasebnih sporočilih. Družbena prodaja pomaga graditi odnose s strankami. Družbena prodaja je namenjena izgradnji odnosov in interakcij med vami in vašimi potencialnimi strankami. Odmik od nenapovedanih klicev in drugih tipičnih tehnik iskanja prodajnih priložnosti vam omogoča, da brez pritiska pridobite zaupanje potencialnih strank. Družbena prodaja poveča število potencialnih kupcev. Družbena prodaja je poleg povečanja števila kakovostnih potencialnih kupcev sodoben način za doseganje prodajnih rezultatov. Z družbeno prodajo lahko potencialnega kupca spodbujate na poti do nakupa tako, da zagotovite pomoč, ko jo najbolj potrebuje. Stopnja ohranjanja strank je pri družbeni prodaji boljša. Eden od primarnih ciljev družbene prodaje je zgraditi zaupanje in dolgoročno ohranjati stik s kupci na nevsiljiv način. Strategijo družbene prodaje vam jih ni treba klicati za prijave ali posodobitve ali promovirati izdelka, ki bi jih morda zanimal. Če spremljajo vaše kanale družbenih medijev, bodo vedeli za vaše promocije in druge nakupne priložnosti. 6 korakov za začetek družbene prodaje. Prvi korak. Postaviti si cilj. Da bo vaša strategija družbene prodaje učinkovita, morate najprej opredeliti svoje cilje, spremljati svoj napredek skozi čas in izbrati metrike, ki so usklajene s temi cilji. Drugi korak. Določite pravi kanal družbenih medijev. Pri izbiri najprimernejših kanalov družbenih medijev, ki jih lahko uporabite za prodajo, je bistveno, da ugotovite, kje je vaša ciljna skupina najbolj aktivna. Če prodajate izdelke in storitve v B2B okolju, uporabite LinkedIn, če se osredotočate na B2C, je bolje uporabiti Facebook ali Instagram. Tretji korak. Ustvarite profesionalni profil na družbenih medijih. Za družbeno prodajo ga lahko uporabite tako, da svoje podjetje predstavite kot strokovnjaka, ki lahko prinaša nove in dragocene vsebine ali priporočila za nakupe. Četrti korak. Povežite se, komunicirajte in sodelujte s pravimi ljudmi. Prodaja je sama po sebi precej osebna. Bolj ko komunicirate in sodelujete, tudi z všečkanjem, deljenjem, ponovnim tvitanjem in komentiranjem, boljše bo. Peti korak. Delite vsebino, da dokažete svojo verodostojnost. Delite primerno in privlačno vsebino. To delajte dosledno in sčasoma bodo uporabniki v vaši mreži ugotovili, da ste najboljša oseba, h kateri se lahko obrnejo, ko bodo potrebovali nasvet strokovnjaka. To vas približa točki prodaje. Šesti korak. Spremljajte in merite uspešnost svoje družbene prodaje. Ključno je, da spremljate in merite napredek pri prodaji na družbenih omrežjih, da lahko vidite, kaj deluje, kje vam česa primanjkuje in kaj izboljšati. Nekaj metrik, ki jih lahko merite. Doseg, to so sledilci ali oboževalci, prikazi, podatki o prometu. Vpletenost, to so kliki, komentarji, delitve, všečki, obiski profila. Potencialni kupci, to je razmerje med prikazi in kliki, stopnja obiskov ene stvari, ter konverzije. Orodje za prodajo na družbenih omrežjih. Družbena prodaja ni lahka. Na srečo je danes podjetjem na voljo veliko orodij, ki vam lahko olajšajo prodajo na družbenih medijih. Feedly. To orodje za zbiranje novic vam pomaga spremljati vaše spletne dnevnike in spletna mesta, ki jih redno obiskujete. Tako da lahko vsebine in trende, ki vas in vaše potencialne kupce zanimajo, spremljate na enem mestu. Na Feedlyju si lahko zgradite sezname smiselne vsebine in jo potem delite na svojih profilih družbenih omrežjih. BuzzSumo. Z uporabo orodja BuzzSumo lahko ugotovite, katera vsebina se je največ delila na družbenih medijih. Je orodje za analizo in kuratorstvo družbenih medijev, ki vam omogoča odkrivanje novih idej za vsebine ter lažje iskanje in deljenje vsebine, ki je najbolj zanimiva za vaše občinstvo. LinkedIn Sales Navigator. Profesionalna platforma za mreženje LinkedIn
Ponuja orodje za iskanje potencialnih strank, ki je nepogrešljivo za strokovnjake za B2B družbeno prodajo. Ima napredne iskalne filtre, ki vam omogočajo ciljanje pravih potencialnih strank, da lahko hitro odkrijete prave ljudi. Še več, Sales Navigator lahko povežete z drugimi programskimi rešitvami za marketinško avtomatizacijo, na primer za avtomatsko komunikacijo. Ustvarjanje in vzdrževanje ustreznega občinstva je ena najtežjih nalog na družbenih medijih. Na srečo je na družbenih medijih veliko vplivnežev, uporabnikov z velikim številom sledilcev in glasov, kot so priznani pisatelji, zvezdniki ali poslovni voditelji, ki lahko vašemu profilu na družbenih medijih dajo dodaten pospešek. Že če en sam vplivnež podpre vaše podjetje ali deli vašo vsebino, lahko spodbudi rast sledilcev na vaših profilih. Povezovanje in vključevanje vplivnežev bi moralo biti pomemben del vaše strategije na družbenih medijih. Kako lahko to storite v 3 korakih? Poiščite in spremljajte vplivneže v vaši panogi. Osredotočite se na vplivneže, ki so aktivni na družbenem omrežju, kjer ste prisotni in katerih pogledi so skladni s pogledi vašega podjetja. Odzivajte se na njihovo vsebino s komentiranjem, deljenjem ali všečkanjem, toda bodite pristni in ne pretiravajte. Uporabite taktiko vabe za njihov ego, da jih pritegnete. Citirajte jih na družbenih medijih ali v svojem blogu in njihovo ime omenite v pozitivnem kontekstu. Presenečeni boste nad rezultati, ki jih lahko s tem dosežete. Vplivneži bodo vašo omembo morda delili s svojim občinstvom, morda bodo delili povezavo na vašo vsebino ali vam začeli slediti. Obrnite se neposredno nanje, pohvalite jih za njihovo vsebino in jih vprašajte, ali lahko pri njih naučite članek za svoj blog. Že en članek vplivneža bo močno povečal vašo kredibilnost in pomagal pritegniti druge. Gradite odnose z vplivneži na družbenih medijih, tako da komentirate, delite in všečkate njihove objave. Čeprav je privabljanje vplivnežev dober začetek, bi moral biti končni cilj vaše strategije na družbenih medijih ta, da sami postanete vplivnež. Status vplivneža lahko dela čudeže pri vašem marketingu na družbenih medijih in tudi v vaši karieri. So srečo na družbenih medijih in pri prodaji na družbenih omrežjih.